En lep dober večer, vsem skupaj v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska. Najprej na današnjem dogodku pozdravim vse prisotne goste, posebej dr. Dimitrija Rupla, gospod dr. Ignacio Fridel Jarc, podžupana, gospoda vikarja, gospoda doktorja Beršiča in gospoda novinarja. Bolj podrobno bo pa predstavil in predajam besedo voditelju. En lep večer želim vsem skupaj v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Hvala lepa, dober večer vsem tudi v mojem imenu. Torej, danes smo se zbrali na razpravi, ki smo jo naslovili razprava o Evropski prestolnici kulture 2025, kako lahko Goriško pripeljemo v Evropo in kako Evropo pripeljemo na Goriško. Torej, vemo, da je bila Nova Gorica izbrana za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025. Pri svoji prijavi se je zelo sklicevala na čezmejni kontekst, tako da običajno celo rečemo Nova Gorica, Gorica, Evropska prestolnica kulture. Seveda to je ena izjemna priložnost, ki jo tudi velja maksimalno izkoristiti in naš namen danes tukaj je, torej, da se pogovorimo, kako različni gosti nekako vidijo pomen tega dogodka, ki je pred nami in kako ga maksimalno izkoristiti. Torej, izbrali smo različne zunanje opazovalce, ki s svojimi življenjskimi izkušnjami nekako lahko podajo neko vizijo za tak pomemben dogodek. Današnji dogodek skupaj soorganizirajo trije soprireditelji, torej že omenjeno Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki seveda tukaj redno organizira dogodke in vedno privablja lepo publiko, tako kot nocoj. Za današnji posebni dogodek pa so se kot soorganizatorji priključili še podžupan mestne občine Nova Gorica, Anton Harej, ter Nova univerza, njena članica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. Torej, vemo, Nova univerza ima sedež v Novi Gorici, torej nekako daje tej goriški realnosti posebno pozornost. Fakulteta za slovenske in mednarodne študije kot njena članica ima sicer sedež v Ljubljani, je pa edina slovenska in edina svetovna fakulteta, ki ponuja študij slovenoslovja, torej vsestranski študij o slovenstvu. In seveda Evropska prestolnica kulture je tudi z vidika slovenstva zagotovo pomembno vprašanje. Torej, moji nocojšnji gostje so profesor dr. Dimitrij Rupel, dolgoletni slovenski zunanji minister, diplomat, seveda zelo viden pa tudi kot slovenski kulturnik že desetletja. Desno od njega doktorica Ignacija Fridel Jarc, trenutno glavna tajnica Slovenske matice, lahko rečemo ne samo ena najstarejših, tudi ena najpomembnejših kulturnih institucij v Sloveniji, poleg tega pa tudi dekanja že omenjene Fakultete za slovenske in mednarodne študije. Poleg tega pa je bila dr. Fridel Jarc v preteklosti tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, torej tudi z tega vidika zelo dobro pozna kulturno politiko. Poleg nje Anton Harej, torej že omenjeni podžupan mestne občine Nova Gorica, desno od njega Bogdan Vidmar, škofov vikar za EPK, deluje pa v torej župniji v cerkvi Kristusa Odrešnika v Novi Gorici, torej vidimo seveda tudi cerkev nekako vidi svoje mesto pri tem dogodku in je imenovala za to posebnega vikarja. In na koncu imamo še Andreja Černica, vidnega, zelo pronicljivega časnikarja, televizijskega časnikarja iz torej zamejstva. Poleg njega pa še dr. Renato Podbercič, ki ga seveda tudi vsi zelo dobro poznamo kot enega najbolj vidnih goriških zgodovinarjev. Za začetek bi torej prvo vprašanje postavil kar podžupanu, ki je seveda po eni strani soorganizator našega dogodka, hkrati pa tudi seveda kot del institucionalne oblasti gotovo najpobližje sledite in poznate, torej kako potekajo priprave na Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Kako bi vi opisali osrednji namen in pomen torej Evropske prestolnice kulture za naše območje, torej za Goriško, danes čezmejno Goriško? Na kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno biti posebej pozoren pri pripravah na ta izjemen dogodek, zato da bi bili rezultati, da bi bil njegov izpen maksimalen? Ali mogoče vidite tudi, kje do sedaj še kakšne
pomanjkljivosti in priložnosti, kje bi se še dalo to izboljšati. Izvolite. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj, tako mojim sogovornikom današnjim, kakor vam, ki ste prišli poslušati današnji večer. Meni kot podžupanu se zdi zelo pomembno, da je tudi vključenost ljudi, vključenost različnih organizacij, pa tudi splošne javnosti, da poznajo projekt Evropske prestolnice kulture, kajti večkrat smo deležni očitkov, da je še premalo vedenja in znanja o tem projektu. Tako da se res veselim današnjega večera, današnjih gostov, da je do te realizacije prišlo. Prav kratko za uvod, malo da osvetlim, da boste razumeli ključne stvari tega projekta, ogromnega projekta, ogromno priložnost za Novo Gorico. Namreč, pred leti so že v letu 2019 je bila razglašena Evropska prestolnica kulture 2025, da bo v Novi Gorici in seveda tudi v Gorici. Zato je bilo iz državnega proračuna rezerviranih 10 milijonov za tako imenovane aktivnosti, projekte prijavne knjige ali bitbook. Tukaj so zajeti veliko projektov, ki kakor bom pol pojasnil, so bili, v kateri so zajeti projekti oziroma tako imenovana Biblija tega izvajanja v letu 2025. Namreč, tako Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki je registrirano na italijanski strani in je predvidelo, da bojo izvajali te projekte, kakor naša javna inštitucija Go Borderless 2025 na slovenski strani je bila ustanovljena kasneje in je tudi prevzela aktivnosti te bitbook, tako imenovane prijavne knjige. Zdaj pa, poleg teh sredstev, se pravi teh 10 milijonov, ki je rezerviranih za te projekte iz prijavne knjige, imamo pa v okviru programa Interreg Italija-Slovenija dodatnih dobrih 6 milijonov evrov, ki so pa na razpolago za tako imenovane male projekte od 50 tisoč do 200 tisoč evrov. Se pravi, v letošnjem letu je bilo razpisanih prvih 2 milijona in že so prvi projekti, tako imenovani Small Project Fund ali mali projekti, so že tudi že potrjeni, niso pa še podpisane pogodbe. Zakaj vam to razlagam? Da boste nekako razumeli, kakšen fond denarja tukaj na razpolago. Se pravi, 10 milijonov imamo za tisto Biblijo oziroma tisto prijavno knjigo in dobrih 6 milijonov za tako imenovane male projekte, pri katerih je zgodba še vedno odprta. Tu nekako zdaj za okvir. Zdaj pa prihajam k moji oceni in tudi oceni nekaterih avtorjev, kakor veste ali pa kolikor poznate. Ta prijavna knjiga je bila pripravljena že pred leti in v bistvu tiste projekte, ki so tam navedeni, je bolj ali manj nemogoče več spreminjati. Moja osebna ocena je, da je v teh projektih mogoče premalo izpostavljeno dva segmenta. In namreč zgodovinski kontekst Goriške kot take, se pravi identiteta Goriške, Goriška skozi antiko, srednji vek, zgodnji srednji vek, pozni srednji vek, to je en segment, ki ga malo precej pogrešam v teh projektih, in drugi segment je krščanstvo. Tudi škofa v družini sta tu ugotovila, da v bistvu krščanstvo ni eksplicitno izpostavljeno. Ta prijavna knjiga vsebuje projekte, ki so moderni, visoko kvalitetni, to zajemajo avtorje visoke kakovosti, sam osebno pa pogrešam to komponento identitete. Se pravi, zato smo tudi na vabilo recimo dali 2 puščici. Pomembno se mi je zdelo to vrednotiti, da mi pričakujemo goste, mi jih bomo goste sprejeli, sprašujem se pa, kaj bomo tem gostom dali. Kako bojo spoznali Goriško? Jo bojo spoznali samo skozi fašizem in komunizem,
samo skozi zadnjih 100 let, kakor je celotna prijavna knjiga naravnana, ali bomo znali predstaviti Goriško kot celoto, kot pomembna regija, ki je ustvarjala evropsko kulturo, evropsko identiteto, smo soustvarjalci te različnosti Evrope ali zgolj izvajamo nek projekt, ki je sicer všečen, modern, privlačen, vendar se mi zdi, da je te identitete nekoliko premalo. No, vseeno, v sami prijavni knjigi je posredno vključena tudi Javorica v okviru projekta Umetnost proti puški in pa tudi koncert Primorske poje, nekateri bojo v cerkvah s poslikavami Toneta Kralja in pa tudi projekt Judje na Goriškem, so nekako ti manjši, bi rekel, posegi tudi v ta segment tako krščanstva, kakor bi rekel, goriške identitete ali zgodovinskega spomina od Rimljanov dalje, preko zgodnjega krščanstva, preko srednjega veka do bi rekel, 20. stoletja. Tako da je ta komponenta v tej prijavni knjigi nekoliko, po mojem mnenju, zapostavljena. No, kakor sem prej omenil, je pa tale razpis za male projekte, to stanje zdaj nekoliko popravlja. Moram reči, da so ocenjevalci vendarle mogoče spoznali, da je ta komponenta, bi rekel, ta dva segmenta, tako krščanstvo na eni strani, kakor ta zgodovinski spomin, zapostavljena, tako da recimo v tem prvem razpisu za male projekte je bila potrjena projekt Aquileja Sveta Gora, povezava, se pravi oglej Sveta Gora, potem imamo tudi, uspešna je bila kapela Kostanjevica z projektom Velika vina miru in prijateljstva, ter občina Ajdovščina je tudi prijavila svoj projekt in bila uspešna z Čezmejna rimska zgodba. Tako da nekako skozi ta zadnji razpis se zgodba nekoliko uravnava, postaja bolj uravnotežena in jaz računam na to tudi, da skozi drugi razpis in tretji razpis, ki bosta podobna temu prvemu za približno dobrih 2 milijona, se bo poslušalo te nekako mogoče pomisleke in se bo še bolj pripravljalo kakšne projekte na temo, bi rekel, kakor sem izpostavil, od nekako bolj iščemo, da bi najdli identiteto Goriške v tem projektu in ga tudi znali Goriško predstaviti gostu, ki bo prišel na Goriško. Hvala lepa. Hvala lepa. Doktor Renato Podbersič, torej podžupan je že omenil nekako ta stik od preteklosti do sedanjosti in pogled naprej, torej da je nekako za sedaj se zdi, da je mogoče več pozornosti dano sedanjosti kot preteklosti. Vi pa ste eden najbolj prepoznavnih, pronicljivih goriških zgodovinarjev. Torej, ste pravi naslov za vprašanje, kaj pa pogled v zgodovino. Torej, ta naš prostor vendarle ima neko bogato zgodovino. Danes je to čezmejen prostor, v preteklosti je bila to enotna dežela, ki pa seveda je bila večetnična, večjezikovna. Danes seveda iščemo neke nove poti povezovanja, sodelovanja, sožitja in zato me zanima, kako bi vi opisali zgodovinski pomen enotne goriške dežele? Torej, ali po eni strani menite, da je ta komponenta dovolj prisotna v dosedanjih predlogih vsebinskih poudarkov v okviru EPK, po drugi strani pa recimo, kaj vi mislite, kateri so tisti zgodovinski nekako meniki in dogodki, ki nas povezujo, ki bi jih veljalo nekako posebej ovrednotiti, izpostaviti in ne nazadnje dovolite še to vprašanje, ali menite recimo, da danes na obeh straneh meje, ne bom rekel, enako gledamo na zgodovino, ampak torej, ali tem vprašanjem dajemo enako pozornost. Jaz sem malo pobrskal in recimo v zadnjih letih, recimo je v Gorici išlo več knjig o lokalni zgodovini, recimo L'Esilo del Borboni di Francia, Legende del Friuli e delle Alpe Giulie, potem italijanska knjiga o Antoniju Lašaku, recimo, ki jo v slovenščini nimamo, nova knjiga o zgodovini Goriškega gradu in tako naprej. Torej,
ali vsaj jaz teh knjig ne poznam, torej tudi v slovenščini. Torej, menite, da dajemo enako težo tej goriški zgodovini oboji, ki smo v ta EPK vpeti. Izvolite. Hvala za besedo. Dobro večer tudi v mojem imenu, spoštovane gospe in gospodje. Bom začel na koncu. Zdaj, ta večer menda naj bi trajal dobro uro. Razprave, ki jih odpira, ki jih prinaša, zahtevajo pa večdnevne simpozije, pa verjetno ne bi vsega obdelali. Kakorkoli, če hočemo ustvarjati in živeti enoten kulturni prostor, pa bom začel na koncu v bistvu vašega izhodišča, bi se morali poznati. Bojim se, da kljub temu, da živimo v Evropi 21. stoletja, v tako imenem šengenskem sporazumu, ne samo, da se ne poznamo, ampak živimo še vedno, vsaj na tej recimo institucionalni ravni, eden mimo drugega. Boste v Novi Gorici težko dobili informacije, kaj se dogaja v Gorici, če niste res osebno zavzeti in velja seveda tudi obratno. Največ je za združevanje mest naredila trgovina, kot se sliši čudno, ampak če greste v trgovine, zdaj bolj na italijanski strani so polne slovenskih kupcev, še kakšno leto ali pa pol leta nazaj pa na slovenski strani, pač odvisno od ekonomskih kazalcev in cen na posamezni strani meje. Zdi se, da ta enoten kulturni prostor, opevani kulturni prostor, ki naj bi zaživel po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 2004-2007, ko je pompozno padla meja, karkoli je že to pomenilo, bil potem nadgrajen z Evropsko prestolnico kulture. Ne vem, morda se motim, ampak danes ne vidim nobenega od predstavnikov, ki vodijo ta projekt, ki so plačani za ta projekt, bi človek mogoče pričakoval že zaradi kuriozitete osebne, da se bo kdo udeležil, če pa kdo je, se mu opravičujem in pač jemljem svojo besedo nazaj. Ta prostor je bil stoletja unificiran. Tukaj so vodile, gledajte, že v rimskih časih pomembna Via Gemina, ki je šla iz Ogleja proti vzhodu, proti Panoniji, današnji Ljubljani, Celju, Ptuju in tako naprej. Prostor je dedič oglejskega patriarhata, tako pomembnega za pokristjanjevanje velikega dela današnjih slovenskih dežel, tja do reke Drave. Torej, ta prostor je prišel zadnji pod Habsburžane v okviru slovenskih dežel, šele aprila 1500. Po tem datumu smo nekako z ostalimi sorojaki delili skupno usodo. Ta prostor ne rabimo dokazovati, da je vpet v Evropo, ker je bil vedno stičišče ljudstev in tudi veroizpovedi. Tukaj so stoletja bivali Furlani, Italijani, Slovenci, Nemci, pa še kakšna etnija manjša bi se našla, multikonfesionalen, se pravi večinska katoliška prisotnost z močno komponento judovstva in pa protestantizma. Nenazadnje v Gorici je pridigal tudi Primož Trubar, pa še kaj podobnega bi se našlo. Ta prostor je bil boleče razdeljen z mejo, ki je sredi septembra 1947 padla na ta prostor, bila produkt nekih velikih sil, pariške mirovne pogodbe, ampak tukaj so drugi, bolj kompetentni, morda da bi o tem govorili. Skratka, Gorica, ki je bila stoletja kulturno, politično, upravno, socialno, ekonomsko središče goriške dežele, se je kar naenkrat znašla v Italiji in njeno naravno zaledje, Vipavska dolina, Brda, Ožja Goriška, Kras, Posočje, ki so stoletja gravitirali proti temu deželnemu središču, so ostala brez njega. Upam si trditi, da si Goriška na obeh straneh meje do danes zaradi tega šoka ni opomogla. Tako ne italijanska Gorica, ki je danes, mislim, da drugo najstarejše
mesto v Italiji, mesto, ki dobesedno umira, res da umira na obroke, ampak umira. Za en pokazatelj, Gorica je imela na predvečer Prve svetovne vojne, pred 100 leti, dobrimi 100 leti, 31 tisoč prebivalcev. Danes jih ima 33 tisoč. Kljub številnim priseljencem, ki prihajajo v mesto. Torej mesto, ki je po razpadu oziroma razpadu Jugoslavije, po spremembi družbeno-ekonomskega sistema, izgubilo tisto ekonomsko moč, mejne funkcije, ki jih je imelo do leta 1991 in je tudi italijanska Gorica obsojena na propadanje, počasno umiranje na obroke. Ta prostor, rekli smo že uvodoma, je bil stoletja enoten. Danes se zdi, da odkrivamo Ameriko, ko deklarativno govorimo, prirejamo simpozije, pišemo knjige o enotnosti, ki naj bi obstajala. V resnici te enotnosti ni. Je ni na ekonomski bazi, je ni na socialni bazi, je ni v medsebojnih stikih, je ni v enotnosti pisanja skupne preteklosti, popisovanja skupne preteklosti tega prostora. Povezovalec je lepo izpostavil stališča. Mi se obnašamo na naši strani, kot da je naša zgodovina na Goriškem začela leta 1941. Velikokrat, bom tudi javno povedal in lahko citirate, tudi naše družbene institucije, ki so plačane za to, se tako dostikrat obnašajo. Ne vse in ne vsi, pogosto pa se, številne med njimi, ker jim tempo delovanja še vedno narekuje politika. In za temi svojimi besedami stojim. Žalostno je, da moramo vedno znova dokazovati, da smo del te evropske družine, da imamo pomembno preteklost, ki so jo sooblikovali različni ljudje, različnih etnij, različnih veroizpovedi, da imamo bogato kulturno dediščino, ki je naša, goriška, ne italijanska, ne slovenska, ne furlanska, ne nemška, čeprav nemška tukaj na najslabšem nivoju, ker je skoraj izginila in dejansko nemško, ta Grcer Deutsch, goriško nemščino govorijo samo še plemiči v Gorici in tam mislim, da ni nobene gospe, ki je bila manj stara kot 80 let. Torej tudi goriška nemščina je zapisana neminovnemu propadu. Ampak da gremo spet k stvari. Nam ni treba dokazovati naše bogate preteklosti. Imamo Bourbone na Kostanjevici, zadnje francoske Bourbone, ki niso pokopani v Saint-Denis v Parizu, ampak so pokopani pri nas. Imamo tragično dediščino Prve svetovne vojne. Imamo največje judovsko pokopališče v slovenski državi. O stanju duha v naši državi veliko pove podatek, da je v Mrliški Vežici, judovski Mrliški Vežici, 15 let bil kazino na avtomate v Rožni dolini. A si predstavljate, da bi se to zgodilo v katerikoli drugi državi, ki se diči z nadimkom, da je suverena, pravna, socialna, kulturna in tako naprej. In nihče ni reagiral. Ne na občinski ravni, ne na državni ravni, ne službe, ki so bile plačane za to, da bi poskrbeli, da se taka sramota ne dogaja. Zakaj to pripovedujem? Zakaj nizam te podatke? Zato, da bi razumeli, kakšna je forma mentis, kakšno je stanje duha v tej deželi. Imeli smo pred par leti 100-letnice Prve svetovne vojne. Upam si trditi, da nismo izkoristili te akcije, teh obletnic, te strašne morije, ki je predrugačila ta prostor in potem ni bilo nič več, kot je bilo po končani vojni. In takrat se je začela tragika te Goriške, tega razdejanega mesta, kajti najprej ga je oblikovala prva vojna, potem tragični fašizem, potem medvojni dogodki z nemško okupacijo in po vojni, tega se bojimo reči, tudi komunizem. In mi si od teh izmov žal še danes nismo opomogli. In zato smo tam, kjer smo. Se opravičujem voditelju in ostalim, če sem bil predolg, ampak se mi zdi pomembno opozoriti na te parametre iz naše preteklosti, ki vplivajo
na sedanjost in bojim se, da bodo vplivali tudi na prihodnost. Hvala lepa. Sedaj pa bi k besedi povabil Andreja Černica. Torej, vi prihajate iz druge strani meje, ki seveda nekako danes radi rečemo, da je ni več, torej ste pripadnik slovenske manjšine v Italiji. Za manjšine radi rečemo, da so most med kulturami, narodi, državami in tako naprej. Torej, tudi ta priložnost Evropske prestolnice kulture ponuja en zanimiv uvid v čezmejne odnose in dinamike med Novo Gorico in Gorico. Torej, vemo, da je EPK projekt, ki ga je pridobila Nova Gorica. Seveda v prijavi pa se je zelo nanašala na čezmejno komponento in sodelovanje z Gorico. No, kljub temu, seveda, za EPK običajno se uporabljamo to nekako sintakso, da je to projekt tako Nove Gorice kot Gorice. Ampak seveda, nekatere to moti, pravijo, da to je novogoriški projekt, ker je Gorica zgolj nekako ne bi smela biti enakopraven partner, tako rečem. Hkrati pa recimo na italijanski strani najdemo tudi sicer neuradno spletno stran, ki zgolj v italijanščini piše, da je zgolj Gorica, torej nosilec EPK-ja. Kako vi recimo komentirate vse te dinamike, ali menite recimo, da so tukaj obe območji, obe mesti zreli za neko enakopravno čezmejno sodelovanje, kje vidite neke možne prepreke? Torej, nekako generalno ste optimist, pesimist. Tako, čezmejno sodelovanje načelno bi moglo biti neko dejstvo. Slovenija in Italija sta recimo v zadnjih 15 letih na enem političnem področju naredila precej korakov naprej, začenši s koncertom miru in z obiskom 3 predsednikov, takrat prvič v Narodnem domu in seveda niz potem dvostranskih srečanj na najvišji ravni, vse do stiska rok obeh predsednikov na 2 spominskih obeležjih v Bazovici in spomnimo se seveda v Narodnem domu z vrnitvijo Narodnega doma in nekako nek zaključek tega je bil obisk predsednika Mattarelle ravno tukaj v Novi Gorici, je bil nekako poslovilen obisk pri predsedniku Pahorju. Torej, z političnega vidika nekaj korakov je bilo storjenih naprej. Zdaj, realnost je nekaj drugega. Seveda, kot ste sami omenili, Gorici je nekako ta EPK padel v naročje, ker ga je dobila Nova Gorica, ampak Nova Gorica pa ga je dobila zato, ker se je nanašala na to čezmejnost. Zdaj, kje smo s to čezmejnostjo? Veliko je lepih besed, realnost pa nekako, kot je že Renato pred mano povedal, je drugačna. V smislu, tukaj zgodovina igra pomembno vlogo, se pravi, čujem morda v določenih vidikih, ene vidike, ki jih je že Renato izpostavil, bom tudi jaz, ampak Gorica in Nova Gorica imata v svojem bistvu, v tem pogledu na zgodovino in na čezmejnost en manko, ki ima en isti objekt, ampak se manifestira različno. Recimo, če je Gorica ima en geografski manko, torej zaledje, ki ga je Renato omenjal, naj bo to recimo Brda, Kras, ki je ostal v Sloveniji, Vipavska dolina seveda, Posočje, ima Nova Gorica pa en zgodovinski manko. Tisti manko, ki ga je znala imeti Gorica kot magnet za to območje in ki ga Nova Gorica, ker je bila potem postavljena v povojnem obdobju, in ker je bila postavljena tudi na eni, recimo, ideološki podstati, pač ni mogla imeti. Torej, ta manko je obstajal in pač še vedno obstaja. Zdaj, ko govorimo o Gorici, imamo en geografski manko, ki ga lahko razširimo, pač ker govorim kot predstavnik oziroma kot član slovenske skupnosti v Italiji, lahko razširimo tudi na Trst. Do leta 18 sta Gorica in Trst imela en svoj specifičen pomen v tem prostoru. Trst je bil največje pristanišče v enem od največjih cesarstev v Evropi. Mislim, je imel ogromen strateški pomen. Gorica je bila
avstrijska Nica, pač to vemo, ampak je imela ta širši regionalni pomen. Zdaj, po letu 1918 in še toliko bolj po letu 1947, Trst je postal neko slepo črevo. Italija je stavila na druga pristanišča, Jadransko morje za Trst, oziroma za Italijo ni bilo pomembno in Trst je začel tam usihati. Gorica pa brez svojega zaledja tudi ni zmogla. Čezmejnost so povojno obdobje oziroma dobršen del povojnega obdobja je bila, ne bom rekel ravno tabu tema, ampak pač nekaj neizvedljivega. Zdaj, ko se je spet lahko začelo govoriti o eni čezmejnosti, smo o tej čezmejnosti govorili na čisto drugačni ravni. Zdaj, kdaj je to bilo? Recimo v 80-ih letih, ko se je dokaj ali pretežno liberaliziral prehod meje, smo čezmejnost v Gorici in v Trstu, ne mi kot Slovenci, ampak nasplošno, kako so jo doživljali, s tem, da so trume Slovencev prihajale kupovati džinse, kavo ali pač druge izdelke. Pač gledišče je bilo neko vzvišeno gledišče. Hkrati pa, zdaj, če obrnemo, na drugi strani, ali vsaj tako jaz gledam, kako je morda Nova Gorica ponudila to čezmejnost v obdobju pač recimo 90-ih, ko tudi po samosvojitvi. Dejansko se je ta čezmejnost za Italijane kako poznala, s tem, da so prišli v Novo Gorico v Perlo igrati, pač igralništvo je bilo namenjeno Italijanom v glavnem. In spet tukaj smo imeli eno neuravnoteženo ali nezdravo čezmejnost. Seveda popolnoma druga zgodba je potem vstop Slovenije v Evropsko unijo, Schengen, to seveda, hvala Bogu, govorimo o eni popolnoma drugačni zgodbi. Tako da, zdaj, kje smo danes? In zdaj se vrnem in bom zaključil tudi z odgovorom na vprašanje, ki je bilo postavljeno. Smo zreli za čezmejno sodelovanje danes, imamo eno težko zgodovino za sabo, kjer Gorica, ki je na italijanski strani, težko geografsko vidi svoje zaledje, ker pač 50 let ali oziroma 100 let, no, od leta 18 ni bila tega vajena in je bila vsaj do leta 90 Goricija in vsi slovenski morebitne Gorice in druga ledinska imena so bili vsaj v javni institucionalni rabi močno, mislim, jih ni bilo moč porabljati. Nova Gorica pa ima ta zgodovinski manko. To sta dve hibi. Danes, ja, zdaj, če sem lahko malo bolj vseeno optimističen, bi se dalo to zadevo nekako razviti v eno boljšo smer. Zakaj? Jaz recimo ene potencijale, ki jih vidim, glede na to, da zdaj šengenske meje nimamo več in bi lahko razvili ta prostor, ki ga nismo še razvili, obstajajo neki potencijali. Zdaj, ok, Gorica morda gospodarsko je res umira, se strinjam. Ima pa recimo v zgodovini morda en svoj potencijal, ki bi ga lahko bolje razvili. Zdaj, kar je širši goriški prostor, ki je ostal na italijanski strani, se tudi z enim drugačnim gospodarstvom počasi dviga, mislim na počasni turizem. Recimo Brda so en tak lep primer, Slovenska, ampak tudi recimo Števerjan v Italiji. V Novi Gorici seveda imamo tudi ta potencijal, ampak hkrati imamo tudi, po mojem mnenju, lepe gospodarske realnosti, ki nastajajo, mislim pač ne govorimo več o igralništvu, ampak govorimo o podjetjih. Zdaj spet širša Goriška v Sloveniji je bila leta 2010, 11, 12 prizadeta z hudo gospodarsko krizo, ki je prizadela celotno Slovenijo, tukaj morda celo bolj Vipavska dolina kot sama Nova Gorica, ampak pač ta prostor je bil prizadet. Ampak z tega vseeno manj kot 15 let kasneje imamo lepe realnosti, pač nekaj je bilo tudi prevzemov iz tujine,
nastala so nova podjetja, nove realnosti, ki stavijo na inovacijo, tehnološki park tukaj je po mojem mnenju ena lepa realnost. Zdaj, če razširimo ta pogled na Vipavsko dolino, prav tako imamo tam ogromno teh realnosti, ki stavijo na inovacijo, na tehnologijo, pač samo dve imeni bom povedal, Ivo Boscarol in Aleš Štrancar. In to je ta potencial, ki bi ga lahko razširili, po mojem mnenju, čez celo Goriško. Zdaj, sicer vem, da nisem toliko o EPK-ju govoril, ampak o čezmejnosti, ki lahko funkcionira na tem območju. Ampak ta čezmejnost, ki Goriško vidi v tem zgodovinskem vidiku, ki gre od Vipavske doline do Gorice in zajema to široko območje čezmejno. Skratka, obstajajo te pozitivne realnosti, obstaja tudi neka zgodovina, seveda tukaj je treba na tem delati in se zavedam, da je doslej bilo storjenega zelo malo, tudi v okviru EPK-ja v zadnjih mesecih, in to je dobro leto pred zagonom EPK-ja, spremljamo čisto politične polemike, pač ne bom se spuščal, ker jih ne poznam dovolj dobro, ampak spremljamo čisto politične polemike, ki nimajo v tem primeru, pač zavirajo vas ta projekt, namesto da bi ga spodbujali. Isto, ja, Gorica potem je to zajela in širi recimo ta italijanski del. Seveda, ker je žal je tako, ampak je logično, ker nimajo tega vpogleda. Mislim, še vedno se tukaj razmišlja, kljub temu, da govorimo o somestju, dejansko ne razmišljamo o somestju, razmišljamo kot o dveh mestih, ki sodelujeta. In zato Gorica, recimo, jaz sicer te spletne strani nisem videl, ampak me ne čudi, da na goriški strani so pač sestavili eno neuradno, niti ne vem zdaj kdo, ampak da obstaja neka taka spletna stran, ki propagira to kot neko zadevo, ki se tiče Gorice. Recimo zdaj pred nekaj meseci sem tudi eno oddajo po prvem programu italijanskega radia slišal, pač nacionalni radio, eno kulturno oddajo, kjer so govorili o EPK-ju 2025, ampak govorili so o Gorici in seveda predstavili en italijanski vidik Gorice in zgodovine Gorice. Zdaj, to je drugo vprašanje, kako to zadevo predstaviti celostno, v smislu Gorica je eno stičišče kultur, kjer so Slovenci enakovredni partner in nosilci tega projekta, ampak predvsem so narod, ki tukaj živi. To recimo je drugo vprašanje, ki pa ga je treba recimo v Italiji še natančneje dodelati. Hvala lepa. Hvala. Vikar Bogdan Vidmar. Torej, nobenega dvoma ni, da seveda je tudi ta skupni goriški prostor izoblikovalo tudi krščanstvo, tako kot seveda tudi celotni slovensko in italijansko družbo. Kljub temu pa, kot danes že omenijo, torej v tem bitbooku, torej programu EPK-ja, krščanstvo kot tako ni omenjeno, sta pa na primer omenjeni judovska dediščina in staroverstvo v Posočju, kar je seveda po mojem mnenju oboje pohvalno. Ampak kljub temu očitno tudi katoliška cerkev nekako vidi svojo mesto v okviru EPK-ja, ker ste bili prav vi, strani škofa, torej imenovan za vikarja pristojnega za to področje. Torej, kje vi vidite mesto lokalne cerkve v tem projektu Evropske prestolnice kulture, ter katere so torej po vašem tiste prvine krščanske kulture, bodisi zgodovinske, bodisi današnje, v tem prostoru, ki bi jih po vašem veljalo v tem kontekstu nagovoriti? Ja, najprej lep pozdrav vsem, hvala za povabilo in za besedo. Še posebej pa bi se zahvalil prirediteljem tega večera in še posebej sem vesel, da pri tem sodeluje tudi univerza, ker lahko poveže in sproži ta pogovor in univerze in fakultete vedno naj bi iskale resnico, naj bi si prizadevale tudi za neki dialog v družbi in to je
zelo pohvalno in naj še rečem, da je prvič pravzaprav, odkar sem tukaj v Gorici, pa teče že 3. leto in kot je bilo rečeno, sem imenovan sem škofov vikar za Evropsko prestolnico kulture, tako je škof napisal, da bi pač njegova želja je škofa Jurija Bizjaka, da se tudi cerkev vključi, da sodeluje v tem projektu, seveda po svojih močeh. In zato je tudi mene imenoval na to mesto in potem tudi ustanovil Goriški cerkveni odbor. Tako na italijanski strani sem že velikokrat sodeloval na kakšni taki okrogli mizi tukaj v Novi Gorici, pa prvič in se res za to zahvaljujem. Zdaj to, kar sem rekel prej, prav to se mi zdi, seveda jaz rečem, da tako mi duhovniki, kot tudi celotna družba smo ene vrste paraziti, smo zajedavci. Mi živimo od neke dediščine, od neke preteklosti in se tega niti ne zavedamo. Sem vzel s sabo to oljenko, ki je verjetno najstarejši ali pa eden najstarejših materialnih dokazov za obstoj krščanstva na Goriškem. Najdena je bila na enem vrtu v Solkanu in po strokovnjaki daktirajo tam v 4. do 6. stoletje, pravijo, da morda je bila narejena v Afriki, prinešena morda iz Ogleja, kakorkoli. Na tej oljenki je Kristusov monogram. X v grščini pomeni H in P pomeni R, se pravi HR, Hristos, se pravi definicija bi rekli Jezusa, da je Mesija, da je Hristos, Kristus, maziljenec. In ta svetilka pravzaprav je dejstvo, to je, kako bi rekel, je dejstvo, je fakt, eden od tolikih faktov zgodovine. In se mi zdi prav to je danes temeljni problem naše družbe, ni problem samo fašizem in komunizem in ne vem še kaj v preteklosti, ampak je danes temeljni problem družbe strah ali pa, kako bi rekel, teptanje resnice. Zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, da sodeluje pri tem procesu tudi univerza in znanstveniki, ki iščejo resnico. Kajti kaj se danes dogaja? Danes se dogaja, da namesto nekega logosa, realnosti, bomo rekli, zmaguje ideologija, neke ideje, ki nimajo utemeljitve v realnosti. In jaz bi malo polemiziral ta naslov, kaj sploh je, se pravi Evropa, jaz mislim, nisem sposoben, da bi dal ta odgovor, ampak jaz mislim, da mi niti ne vemo, kaj je Evropa, ne vemo niti, kaj je evropska kultura pravzaprav in tudi EPK, Evropska prestolnica kulture. Ma kakšne kulture? Afriške, satanistične, ne vem kakšne pač. Se danes preko spleta lahko prihajamo v stik tudi z reinkarnacijo, tudi z budizmom, z šintoizmom in tako naprej, lahko rečemo. V čem je zdaj neka posebnost evropske kulture, ki je gotovo, bi rekel, nastala tudi na temelju krščanstva, iz krščanskih korenin, pa vemo, da je Evropski parlament to zavrnil, da bi to bilo navedeno v preambuli Evropske ustave. Tako da, kot duhovnik in tisti, ki naj bi profesionalno, ampak vsak kristjan je poklican, da bi bil misionar pravzaprav, da bi oznanjal evangelij,
Ampak recimo, kot tudi teolog ali pa duhovnik gledam na to vprašanje, jaz bi rekel, danes družba ni več krščanska, dominantna misel je druga, kar pa seveda ne pomeni, da v tej družbi ni kristjanov. Smo kristjani, ki pa smo, bom rekel, zelo šibki, smo morda v manjšini in zato zame temeljni problem je, kako se zdaj v tej situaciji obnašati. Ta svetilka je bila takrat v uporabi. Naš Robert Golob, premier, če bi živel takrat v tistem času, bi proizvajal take svetilke ali pa oljčno olje. Sem nekje prebral, da polovica olja je šlo za prehrano, polovica pa za te svetilke. Se pravi, ta svetilka je bil zelo uporaben predmet. Krščanstvo v prvih stoletjih je bilo drugačno, kot je danes. Danes ima za sabo 2000 let zgodovine, 2000 let obremenitve in seveda na nek način smo danes, na nek način smo izločeni iz družbe, vendarle pa bi rekel, da vseeno pa, če govorimo o evropski kulturi, je veliko stvari, eno od teh stvari je resnica. Še vedno mi imamo en koncept, da iščemo resnico. Tudi univerze, znanost je nastalo v Evropi. Če ne bi bilo krščanstva, tega ne bi bilo. Verjetno ni nastalo nekje na tak način univerze, Bologna, Padova in tako naprej, kje drugje. In recimo že ta koncept resnice ni povsod prisoten po svetu. Ponekod so mitične družbe, ki temeljijo na nekih mitih. Potem pojmovanje časa, če tudi, bom rekel, zdaj Svetovni gospodarski forum, Klaus Schwab in tako naprej, vendar ohranjajo krščansko pojmovanje časa, ker reče je bila, ne vem, srednji vek, potem renesansa, potem pridemo do industrijske revolucije, moderne dobe, postmoderna doba, danes smo v neki postkrščanski dobi, govorijo, da bo šlo naprej v posthumano družbo. Ni povsod na svetu tako pojmovanje časa. Drugod se pojmuje ciklično, krožno pojmovanje časa, ki pa je vedno bolj prisotno tudi pri nas in tudi pri nas je vedno bolj prisotno mitično razmišljanje, ki pravzaprav nima z resnico nobenega smisla, nobene veze, bi rekel. Ne vem, vsi tudi vse te stvari glede spremembe spola. Vsi znanstveniki vejo, da biološkega spola ni mogoče spremeniti. Ni mogoče. Vendarle to se pa govori. Ali pa se pravi te klimatske spremembe. Znanstveniki, 95% znanstvenikov bo reklo, klimatske spremembe v tako velikem obsegu niso posledica človeške dejavnosti. Se ne da tega dokazati. Ampak nekateri trdijo, da to je posledica človeške dejavnosti in tako naprej bi šli tako naprej. Vidimo, da nam nekaj pravzaprav, jaz mislim, to je temeljni problem družbe, da manjka logos, manjka razum. In papež Benedikt XVI je na univerzi v Regensburgu leta 2006 spregovoril o povezavi med religijo in logosom. In on je rekel, da če ne sledimo logosu, potem smo proti Bogu. To jaz mislim, jaz ne morem pač, moje stališče je, da seveda mi duhovniki, in jaz tu si prizadevam, da bi pač ustvaril eno skupino ljudi, ki smo kristjani, ki živimo kot kristjani, mi ne moramo krščanstva vsiliti drugim. Ne morem jaz vsiliti krščanstva, ti živi, ti spremeni spol, ti deli to, jaz ne morem tega preprečiti. Ampak da imam pa jaz pravico povedati, kaj jaz mislim
In da zato pričujem, to pa mislim, da imam pravico, ne, ampak seveda vprašanje, koliko časa še, ne, ali pa morda tudi za ceno, bom rekel, mučeništva, če bo šlo tako naprej. Zdaj veste, da smo družbeno nekoristni, ne, jutri bomo že družbeno sovražni oziroma škodljivi. Ne. Tako, nekako, hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bi od tega torej, lokalnega pogleda si privoščili še nekoliko širši uvid v to tematiko. Torej, doktorica Ignacija Fridl Jarc, kot že uvodoma omenjeno, torej, seveda zelo podrobno poznate kulturne politike in njihov pomen, tako z vladne kot nevladne kot akademske sfere. Kako vi ocenjujete torej, pomen EPK 2025? Je to projekt nekega zgolj lokalnega pomena, regionalnega mogoče, ali tudi slovenski nacionalni nek projekt, mogoče celo evropski projekt? Ali, če se dovolim, mogoče tudi celo obrniti vprašanje, torej v tem bitbooku omenjajo, da je kot partneri, ki bodo sodelovali tukaj, je omenjenih 14 univerz, univerze, ki ima sedež v Novi Gorici, med njimi ni, torej je to mogoče zgolj globalni, ne pa tudi lokalni projekt. Torej, in tudi seveda, glede na to, kar ste slišali od prehodnikov, ki za razliko od vas prihajajo z Goriške, kaj je bilo po vašem potrebno storiti, torej ta širši pogled, da bi EPK obrodil neke maksimalne in seveda tudi trajne sadove? Ja, dovolite, da najprej seveda vse prav lepo pozdravim v imenu Fakultete za slovenske in mednarodne študije in seveda Nove univerze in se zahvalim moderatorju, prodekanu te univerze, te fakultete, docentu doktorju Dejanu Valentinčiču za soorganizacijo tega večera in tudi seveda za spodbudo, da danes razpravljamo o Novi Gorici oziroma Gorici kot Evropski prestolnici kulture 2025. Glede na to, da je v samo ime naše fakultete pisana seveda beseda slovenski študij, naj poudarim, da je se tudi v zvezi z vprašanjem o EPK treba spraševati seveda o tem, kaj to je slovenska kultura in seveda kako jo želimo v tem prostoru in v okviru tega projekta tudi predstaviti. Naj seveda ob tem izrazim svoje veliko obžalovanje, da se morda v tem prostoru in trenutku, kot je bilo že nekajkrat slišano od vseh, ki so govorili pred menoj, pravzaprav ne zavedamo pomena določevanja in spraševanja in reflektiranja slovenske identitete. Tega se ne zaveda niti seveda naše državne inštitucije, glede na to, da Fakulteta za slovenske študije omogoča edini celovit študij slovenstva, slovenoslovja, pa nikakor ne more dobiti za to koncesije, čeprav podpira država Slovenija tako japanologijo, avstralske študije, ameriške študije in vse podobne študije drugih narodov. Torej, naj se to vprašanje o EPK naslovim, torej predvsem vprašanje kot vprašanje, kaj pravzaprav z tem projektom želimo. V imenu ima res naslov Evropska prestolnica kulture, vendar gotovo ne zato, da bi zdaj tukaj prezentirali nek abstraktni pojem evropske kulture, ampak zato, ker hoče Evropa na tak način dati glas različnim članicam znotraj Evropske zveze in seveda njihovim specifikam in posebnostim. Zato se je treba torej vprašati, kaj želimo, ali želimo mi dati, pokazati neko slovensko kulturno stanje kulture na Slovenskem danes, Evropi, ali seveda uvažati ali pripeljati evropsko kulturo v ta prostor in ga na tak način reflektirati in tudi spreminjati dolgoročno.
Prihajam ravno seveda danes Slovenske matice z Kongresnega trga in doživela sem seveda ta zanimiv fenomen in spraševanje, kako pravzaprav si danes vsi z veseljem dvigujemo zastave, slovenske zastave, ob športnih dogodkih. Če pa ti danes govoriš o slovenski kulturi in slovenski identiteti v kulturnih krogih in na kulturnem področju, si kar hitro obsojen za nacionalista. Skratka, poskušajo nam vsiljevati neko enotno, bi rekla že kar evropsko kulturno identiteto, kar je absolutno popolna fikcija. In zato sem bila zelo vesela, da je danes debata o EPK potekala na zelo vsebinski ravni. Torej, kaj in katere vsebine tukaj predstaviti in na kak način jih seveda predstaviti. Sama sem bila takrat državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, ko se je odvijal izbor kandidatke za Evropsko prestolnico kulture 2025. In naj nekoliko popravim, bilo je več mest kandidatk, torej v širšem krogu 6, Kranj, Lendava, Ptuj, Piran, Ljubljana in Nova Gorica. Potem sta dva slovenska evalvatorja, ki sta sodelovala s tujimi predstavniki Evropske prestolnice kulture, so skupaj izbrali nekako v ožji izbor 4 kandidate in na koncu je bilo v decembru 2020 razglašena Nova Gorica, poudarjam, Nova Gorica kot nosilka kandidature kot nosilka Evropske prestolnice kulture v letu 2025. Projekt in prijava je torej potekala v Sloveniji. Projekt je slovenski, prvenstveno in je tudi, če ste me vprašali, državni projekt, ker ga financira v veliki meri z 10 milijoni evrov Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Prav tako je minister za kulturo Republike Slovenije, takrat dr. Vasko Simoniti, uradno razglasil v imenu države odločitev Evropske komisije in torej vsekakor sama predstavitev nikakor naj ne bi bila zgolj regionalnega značaja. Prav tako moram poudariti, da so prijavne knjige, ki so se pripravljale v letu 2019 in oddajale za presojo Evropski komisiji, nikakor niso tako izrazito specificirane in ne določujejo že točno definiranih projektov, ki bi se morali izvajati v točno taki obliki, ampak predvsem sklope in cilje, ki naj bi se v tem okviru izvajali in izvrševali, in zato seveda je prostor za nove, drugačne, dodatne vsebine ravno prek teh kohezijskih razpisov, ki zdaj sledijo. Zato se nikakor ne odgnati in pustiti odgnati, da je v tej prijavni knjigi že vse določeno in opredeljeno, ampak je seveda ravno to želja tega projekta samega razglaševanja Evropskih prestolnic kulture, ravno v tem, da se projekti nadgrajujejo, dopolnjujejo, diverzificirajo, tudi na to raven povezovanja zelo različnih inštitucij, tudi na to raven, da upoštevamo zelo različne segmente prebivalstva in da seveda se čim bolj celovito vključi zelo različne deležnike z zelo različnih področji,
seveda tudi univerze. Naj morda še pod tem poudarim, da je vedno seveda orientirana projekt je orientiran k predstavitvami sodobnih kulturnih dosežkov. Nikakor pa ne na ta način, da moramo zdaj iskati samo neke trende in neke posebnosti v nekem prostoru, ampak predvsem gre za čim širšo kulturno refleksijo prostora samega, torej kulture v najširšem pomenu besede, tudi zgodovine, tudi recimo vzgoje in izobraževanja in skratka v tem najširšem pomenu besede. Tako da bi na ta način apelirala na vse tiste, ki danes so tukaj, torej predstavniki, ki sam projekt pripravljajo in vodijo, da bo ta projekt, poudarjam, lahko uspešen samo, če bodo definirali in določili, kaj so tiste specifike slovenske kulture, v čem je slovenska kultura drugačna ali različna od kulture čez mejo, kakšne so možnosti dialoga med njima in povezovanja med njima, zakaj bogatitev tega evropskega prostora je možna samo to, če ti ponudiš tisto, v čemer si ti od vsega drugega drugačen. In to je tisto, kar naj bi ta Evropska prestolnica kulture prinašala. Apeliram naj seveda na vse tiste, ki projekt pripravljajo, da če želijo, da je projekt uspešen, morajo vključiti vse deležnike, ne glede na svoje politične preference in če ne, se bo zgodilo z to predstavitvijo nekaj podobnega, kar se je žal nedavno zgodilo s slovensko predstavitvijo na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Mislim, da sem s tem povedala vse. Hvala lepa. Profesor dr. Dimitrij Rupel, vas sem namenoma pustil za zadnje mesto, da nekako lahko date en klobuk tudi čez vse, kar je bilo že povedano. Torej ste seveda zelo ugleden slovenski diplomat, hkrati pa tudi kulturnik, tako z vidika lastne kulturne produkcije kot vodenja kulturnih institucij, nazadnje javne agencije za knjigo. Torej, en takšen projekt, kot je EPK, je seveda po eni strani zelo prestižna kulturna stvar, po drugi strani pa zagotovo tudi nek priložnost za umestitev nekega mesta, območja, države v nek širši zunanji politični, diplomatski in, kot rečeno, kulturni zemljevid. Kako vi vidite torej pomen takih imenovanj, kot je EPK in kaj to pomeni za Goriško in kako naj Goriška to izkoristi? Hvala lepa tudi z moje strani. Pozdrav, zahvala za vabilo, za možnost, da prispevam nekaj besed, nekaj misli k temu pomembnemu projektu, kot je bilo že doslej ugotovljeno in to bi jaz rad, da tako rečem, potrdil. Prva stvar, ki se mi zdi važna, je ta, da se poskušamo, dobro, mi, ki sedimo na tej strani mize, pa tudi Novogoričani, identificirati s tem projektom. Jaz osebno se identificiram z Novo Gorico na en, bi rekel, poseben način. Jaz sem tu predaval na Evropski pravni fakulteti že v 90-ih letih. Potem sem recimo leta 2004 sodeloval pri tisti svečanosti, na kateri je bil navzoč tudi predsednik Evropske komisije Prodi. To je bilo na meji med Staro in Novo Gorico, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo leta 2004. To je bil zame
da tako rečem, veličasten dogodek, ki ga ne želim pozabiti. Zdaj, dovolite še morda eno fusnoto bolj osebne narave. Jaz sem hodil na univerzo tam v 60 letih in eno od predavanj, en kurs ali pa ena serija predavanj, ki so bila takrat na komparativni književnosti, se je imenovala Slovenci in Evropa. Zdaj, takrat seveda Slovenci še nismo bili člani Evropske unije in je bil ta naslov, da tako rečem, po eni strani razumljiv, po drugi strani privlačen. Raziskovali smo, razpravljali smo o tem, v čem smo Slovenci drugačni ali pa podobni drugim Evropejcem in tako naprej. Jaz sam sem potem, ko sem predaval sociologijo kulture, sem spremenil naslov, da tako rečem, oziroma sem dal naslov enemu kurzu, seriji predavanj Slovenci v Evropi. Ne več Slovenci in Evropa, ampak Slovenci v Evropi. Slovenci kot del Evrope, kot del evropske kulture. To se pravi, izhajam iz neke bom rekel, če hočete, čustvene, osebne navezanosti tudi na Novo Gorico, na kulturo, ki jo poznamo tu na Goriškem. No, seveda, tisto vprašanje, ki je zelo važno, je, kaj bo Evropska unija dobila kaj bo korist tega projekta Evropske prestolnice kulture za druge Evropejce in kaj bo Nova Gorica dobila od te povezave z drugimi evropskimi narodi, deželami, državami in tako naprej. Jaz si predstavljam, da bi lahko postala Nova Gorica privlačna za mnoge obiskovalce, turiste, raziskovalce, ljudi kulture, poslušalce, gledalce, bralce in tako naprej. In da bo v resnici nastal v času, v letu 2025, en kulturni vrvež tu v Novi Gorici. Jaz si ne delam zdaj kakšne posebne iluzije o tem, da bo mogoče popolnoma povezati ali pa spojiti kulturo, ki je tukaj v Novi Gorici, ki je slovenska kultura, s kulturo onstran meje. Veste, bom povedal en podatek. V letu 2025 bo poleg Nove Gorice Evropska prestolnica kulture tudi nemško mesto Chemnitz. Ali kdo ve, kako se je to mesto imenovalo recimo pred letom 1990, od leta 1953 do leta 1990? Karl-Marx-Stadt. Torej, tudi Gorica ima en majhen problem z to letnico 52-53. Nova Gorica je bila narejena kot za izložbo jugoslovanskega socializma ali pa za izložbo slovenske, na vse zadnje slovenske kulture. Ampak, glejte, na tej strani te meje se govori slovensko, predvsem slovensko. Na drugi strani meje se govori zelo pogosto in zelo močno italijansko. Se pravi, tu imamo dve kulturi, slovensko kulturo in italijansko kulturo, ki sta kompatibilni, da se razumemo, ki morata sodelovati, ki imata celo vrsto skupnih značilnosti, skupnih vrednot in tako naprej. Ampak, ko se je združevala vzhodna Nemčija z zahodno Nemčijo, ko je Karl-Marx-Stadt postal Chemnitz nazaj, takrat so se združevali Nemci z Nemci. Pustimo zdaj ideologijo, politiko in tako naprej. Tu pri nas je naloga nekoliko zahtevnejša. Tu se moramo povezovati čez mejo, če hočete, ki loči dve kulturi.
Jaz mislim, da je to dober izziv, da to ni slaba stvar. Mislim, da se imamo Slovenci veliko naučiti od naših italijanskih prijateljev, ampak tudi Italijani bi se lahko marsikaj naučili od nas, pri čemer bi pa morali seveda dati ustrezno pozornost nekemu zgodovinskemu dejstvu, nekemu zgodovinskemu podatku, temu, da se je na tem mestu na nek način poskušal uveljaviti en model politike, en model življenja, ki je bil drugačen, ki je bil nasproten tistemu onstran meje. Na tej meji so streljali ljudi, na tej meji so ljudje umirali, če so jo hoteli prečkati. Zato tega sem jaz bil seveda vzhičen, ko sem leta 2004 stal poleg Prodija in naših drugih prijateljev, ko smo na nek način združevali ti dve državi. Danes smo člani Evropske unije, smo člani NATO, danes seveda ni nobenega razloga, da ne bi mi svobodno in sproščeno gledali na to sodelovanje in na to, kar recimo prinaša lahko takšna evropska prestolnica kulture. Trebamo pa vedeti, da koliko prebivalcev ima Nova Gorica? 13 tisoč? 30 tisoč. No, Chemnitz jih ima 350 tisoč. Torej, treba se bo tudi ukvarjati z dimenzijami in z številkami in s sposobnostmi in tako naprej. Jaz mislim, da je ta Evropski mesec, Evropska prestolnica kulture, da je priložnost, da se Slovenija izkaže, da pokaže tisto, kar je najbolj zanimivo, najbolj, da tako rečem, tudi pretresljivo v evropskih merilih, in gotovo je zgodovina tega kraja, zgodovina, rekel, Slovenije, Jugoslavije v 20. stoletju zelo zanimiv predmet kulturnega raziskovanja in predstav. Že v času Jugoslavije so Slovenci in Novogoričani želeli svojemu mestu vdihniti neko novo življenje, postavili gledališče, postavili knjižnico, univerze, fakultete. Sam sem, kot rečeno, sodeloval na tej univerzi oziroma na tej fakulteti, ki je tukaj funkcionirala. S koncem hladne vojne, jaz mislim, da premalo poudarjamo ta prelom. S koncem hladne vojne leta 1989-90 recimo in z osamosvojitvijo, predvsem z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in NATO, so se res odprle nove možnosti. Namreč odprlo se je sodelovanje s Staro Gorico, Italijansko Gorico, ki je nekoč del drugega sveta, nekoč je bil tam čez drug svet. Danes je to nekaj popolnoma drugačnega, nekaj, kar nas lahko samo, da tako rečem, opogumlja, kam smo prišli Slovenci. Slovenci smo dobili svojo državo, borili smo se za njo stoletja, če hočete, ampak leta 1991 smo dobili svojo državo in je postala Nova Gorica en del te nove države, en zanimiv del, en atraktiven del te nove države. No, poglejte, med Goricama se je začelo sodelovanje. Jaz se spomnim, da sem sodeloval tudi na nekaterih posvetih ali pa razpravah v okviru EZTS, oziroma JECT, se reče na italijanski strani, skupni zdravstveni, kulturni, športni, smučarski, politični in drugi projekti. Jaz zdaj natančno ne vem, kako je s to dejavnostjo, ampak to je bil en dober začetek, ki ga lahko s tem, tako reče, s to prestolnico evropske kulture, da tako rečem, poženemo.
Glejte, projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture daje, če to prav razumem, predvsem možnost obmejnega in čezmejnega sodelovanja. Na obeh straneh imamo vinograde, na obeh straneh imamo sadjarstvo, imamo oljkarstvo in tako naprej. Na obeh straneh meje imamo akademske ustanove, imamo lingvistiko, imamo diplomacijo. Na obeh straneh imamo diplomacijo. To je velika priložnost tudi za slovensko diplomacijo, za slovensko diplomatsko akademijo, zdaj vam ne bom razlagal štori, kako so se zapletle stvari leta 2004 s slovensko diplomacijo, ko smo hoteli ustanoviti diplomatsko akademijo, pa nam to ni uspelo. Projekt Novogoriška Evropska prestolnica kulture je po mojem torej priložnost za nove odnose med Slovenijo in Italijo oziroma Forlanijo in Julijsko krajino, kjer skupaj z Italijani živijo tudi Slovenci. Glejte, že stara Avstrija, jaz upam, da me gospod Podvršič podprl pri tem, oziroma da me bo dobro razumel, že stara Avstrija je cenila povezave med Slovenijo in Italijo. Naša dolžnost pa je, da jih obudimo, da jih rehabilitiramo. Naprimer, bohinjsko progo, povezavo med Ljubljano in Trstom. Ta prostor je oživel, ko je Avstrija naredila železniške povezave. Bohinjska železniška proga v italijanščini Ferrovia Transalpina, v nemščini Wohainerbahn, je 144 km dolg del sicer 717 km dolge železniške povezave od Prage preko Jesenic, Gorice do Trsta. Zgrajena je bila, kdaj že, med letoma 1900 in 1906, kot povezava Srednje Evrope, z Jadranskim morjem. Stara Gorica in Nova Gorica in še marsikaj okrog tega, to je Srednja Evropa. Mi govorimo o Srednji Evropi, mi bomo govorili tudi v okviru te Evropske prestolnice kulture o srednjeevropski kulturi, ki ni zdaj samo slovenska in italijanska, torej nas predvsem zanimata ti dve, ampak je tudi nemška, avstrijska, madžarska, poljska, češka in tako naprej. Kako se je že tisti projekt Tri morja, ki sega od Baltika do Črnega morja. Slovenska bohinjska proga vključuje 89 km dolgo bohinjsko progo in 55 km dolgo tako imenovano kraško progo Gorica-Trst. To so projekti, ki so bili nekoč, tako rečem, nekaj samoumevnega, ampak so danes skoraj, da bi rekel, na stranskem tiru. In to se mi ne zdi prav. Torej, ne gre za nič manj kot za obuditev in rehabilitacijo srednjeevropskega kulturnega življenja, ne gre za nič manj kot za preseganje starih sporov, povezanih s hladno vojno, ki smo jih doživljali, tudi moja generacija, če rečem, da so na tej meji padali ljudje, z mejo med komunističnimi in demokratičnimi deželami. Torej, ne gre samo za kulturni projekt, ampak gre za projekt, ki neposredno vabi, ki naslavlja umetnike in znanstvenike, politike, diplomate, vse nas. Hvala. Hvala lepa, profesor Rupel. Torej, v prvem krogu sem si sam dovolil širša vprašanja, gostje pa tudi širše razmisleke. Sedaj prehajamo nekako z zaključku, tako da bom vsakomu izmed gostov postavil zelo konkretno vprašanje vezano na EPK in tudi vas prosim za zelo koncizne in zelo kratke odgovore, da nam seveda čas in publika ne uidejo. Začnemo kar pri koncu mize, torej dr. Podbersič, je skupna zgodovina tega območja torej neko breme ali neko pozitivno izhodišče za vsebino EPK-ja? Torej, kaj naj EPK naredi s to našo zgodovino? Jaz mislim, da je to priložnost, če resno jemljemo dejstvo, da smo člani velike evropske družine, da smo presegli neke zamere, ki naj bi jih pustili tistim, ki preučujejo preteklost, to smo zgodovinarji.
so me pa nagovorile in sem se za moment vračal nazaj besede dr. Ignacije Fridl in sicer o slovenski komponenti tega prostora. Veste, zelo daleč smo od oči in od srca, tako na oni strani Rima kot tukaj Ljubljane. Mesto se stara, tudi Nova Gorica dejansko umira, rabi priseljence, zato jih je toliko. Pol moje generacije je ostalo v Ljubljani ali pa kje druge v tujini, zdaj še več, odstotek je še večjih. Nova Gorica tudi je mesto starejših, pa tudi jaz sem star človek, ampak Bog pomagaj. To so vse dejstva. Ni tistega vitalnega zanosa, kot je bil 100 let nazaj, pa nočem zdaj z nostalgijo gledati na neke druge čase, ko je bila Gorica vitalno slovensko mesto. Res, da Goriška je bila poleg Kranjske edina večinsko slovenska dežela, 2/3 Slovencev, da smo v Gorici imeli prvega slovenskega kardinala, da smo imeli več kulturnih revij, več revij in časopisov, enkrat več revij in časopisov kot v Ljubljani pred stoletjem oziroma 110 leti, da smo imeli prvo državno gimnazijo v nekdanji monarhiji, ki nekateri pravijo, da je bila gnila, v Gorici, da so tukaj predavali odlični možje, pa tudi kakšna žena iz osrednje Slovenije. Danes je ta vitalnost šla mimo. To je neminovno, treba priznati. Nova Gorica postaja vedno manj slovensko mesto, biti Slovenec, kar je že gospa edina med razpravljalci povedala, je včasih že naravnost bogokletno. Zveni ta beseda težko, čudno, ampak tako je. Želel bi si tistega optimizma in tudi renesanse, če hočete, slovenstva, torej, da smo Evropejci, da smo Goričani, da spoštujemo že vse preomenjene kulture, govorimo tuje jezike, ampak da smo hkrati tisto, kar smo že po naših prednikih. Torej, da smo Slovenci, goriški Slovenci, ki se nimajo prav kaj sramovati svoje prisotnosti na tem teritoriju. Naša prisotnost je tisočletna in več. In konec koncev, gledajte, če ne bo samo spoštovanja in neke pozitivne predrznosti, ne bo uspel ne projekt EPK, ne bo uspela ne Nova Gorica, ne bo uspela ne Goriška in tudi nam kot Slovencem in Evropejcem se slabo piše. Hvala lepa. Andrej Černic, torej prej sem že uporabil to nekako znameniti stavek manjšine kot most. Torej, kje pa vi vidite vlogo Slovencev v Italiji v okviru tega pomembnega leta EPK 2025 in če dovolite še malo razširite vprašanja, torej seveda danes smo se večkrat nanašali na to, da ta somestje, ta skupni prostor ne tako zelo živi, je pa seveda ni tako lahko to spremeniti. In en recimo tak primer, ki mi pride na misel, recimo letos se je na tem obmejnem območju dogodil en koncert, ki nekako spada v ta širši kontekst priprav na Evropsko prestolnico kulture, torej nastopila je tukaj znana ameriška glasbenica Patti Smith. Ampak recimo, ali lahko na tem mestu nastopi nek slovenski ali italijanski glasbenik, ki bi ga poznali na obeh straneh meje. In torej, po drugi strani seveda tudi, ali lahko neko skupni prostor živi brez poznavanja jezika in torej tisti, ki oba jezika poznajo, so manjšine, torej manjšina kot most. Torej, ja, manjšina kot most, seveda, sicer nekoliko oguljena fraza. Spet, glede na dogajanje v zadnjih 15 letih, nekaj se je naredilo na tej poti, na vse zadnje, recimo manjšina, tako kot je zrasel odnos med Slovenijo in Italijo na najvišjih institucionalnih ravneh, je celo slovenska manjšina postala predmet bilateralnih pogovorov med predsednikoma republike, predsednikoma vlad, kar je bilo pred 15 leti nepredstavljivo. Torej, ja, ampak, to je drugi vidik,
manjšina, slovenska narodna skupnost v Italiji, zato da lahko postane most med Slovenijo in Italijo, med Gorico in Novo Gorico, mora biti en politični subjekt. Ne samo kulturni, ne samo družbeni, mora biti politični subjekt. In tukaj bo treba malo še graditi v smislu, pogosto nas v Rimu, ampak to je logično, če nas sploh vidijo, nas vidijo pač kot folkloro, nismo Nemci v Bocnu, smo pač, ampak problem je, da tudi Ljubljana nas vidi večkrat kot folkloro. Zdaj, afera domovina nekoliko spada v ta kontekst, ne. Tukaj manjka en občutek, kaj je slovenska narodna skupnost v Italiji ali pa druge slovenske narodne skupnosti v drugih državah in katero vlogo lahko odigrajo. Zdaj, politični subjekt pa v tem kontekstu, da res lahko odigra neko vlogo na tej, recimo, bilateralni ravni in potem tudi na terenu, Gorici, Trstu, Benečiji, da je en politični akter, ko je treba sprejemati odločitve, da je zraven. Drugo, EPK, znotraj EPK-ja, ja pač seveda dobro je, da slovenska narodna skupnost v Italiji sodeluje, zato so predvidena tudi sredstva, o tem je podžupan, mislim pač v tem sklopu teh malih projektov so tudi že razpisana, nekatere organizacije, slovenske organizacije, ki delujejo na Goriškem, so se tudi že prijavile, so jim bila dodeljena sredstva. Spet drugo vprašanje je, kako bodo ti projekti v sklopu celotnega paketa vidni. Zdaj, zato, da bo slovenska narodna skupnost recimo nek prepoznavni element v tem kontekstu. Morda tretji predlog, ki bi ga veljalo izpostaviti slovenskim, mislim, glavnim pobudnikom EPK-ja, Gorica kot slovensko mesto. Mislim, kaj ima Gorica slovenskega, kar bi lahko poudarili? Seveda, trgovski dom, Lojzeta Bratuža, vse to v redu, ampak so določene specifike, ki so manj znane, ampak ki jih morda tudi v tem kontekstu, ker je več sredstev, ker je več možnosti, bi jih lahko izpostavili, da dejansko Gorico spoznamo kot slovensko mesto in s tem pač odgovarjam tudi na prvo vprašanje, kako Italijani dojemajo čezmejnost in slovenskost v Gorici. Renato Podbersič je prej omenil prvega kardinala Jakoba Misijo, ki je bil nadškof v Gorici, ki je, ne vem, med drugim je sprejel Franca Jožefa v Gorici, pač o tem govorimo. Spet Valentin Stanič, on je v Gorici ustanovil gluhonemnico. Mislim, to je za tisto obdobje bila neka velika stvar, ampak koliko ljudi ve za to. Trubar na Raštelu, vemo, da je govoril tam, ampak govoril je v slovenščini in če se ne motim, tudi v italijanščini in nemščini seveda, ja. Mislim, to so vsi taki detajli, ki lahko v tem kontekstu spodbudijo nek razmislek. Seveda, morajo pa biti predstavljeni na en tak način, da javnost to dojame. Ali pa spet še en zadnji primer, Pater Romuald, ki je napisal Škofjeloški pasijon, ki pač velja za neko temeljno delo v slovenskem leposlovju, je iz Štandrža doma. Mislim, to so vsi taki elementi, ki bi jih veljalo izpostaviti. Morda sem pozabil, bom zelo kratek še na druga vprašanja, če bo slovenščina vidna, če se ne motim. Ja, vprašanje obeh jezikov. Torej, slovenščina v Gorici bo vidna, treba je na tem delati. Mislim, in v tem kontekstu mora biti manjšina in politični subjekt. Ker da lahko postavljene zahteve in odloča. Mislim, to je vprašanje, ki ne gre samo v Ljubljano in v Rim, ampak tudi znotraj manjšine. Italijanščina v Novi Gorici vidna, po mojem, je vidna v smislu Novogoričani, v glavnem, kolikor jaz vidim, obvladajo italijanščino. Morda je celo večji problem pri najmlajši generaciji, ki pač bolj kot televizijo spremlja socialna omrežja in torej in ni potrebno, mislim,
pač ta malo starejše generacije so preko televizije spoznavali italijanščino. Je pa res, da Nova Gorica ni naselitveno območje Italijanov, torej na institucionalni ravni tukaj ne govorimo o tem, medtem ko Gorica je in še vedno so težave z vidno dvojezičnostjo v nekaterih predeljih. Ne. Tako da, recimo, vprašanje dveh jezikov, v Gorici spet so koraki naprej, v občinskem svetu lahko govorimo slovensko, samo dvojezičnosti, vidne dvojezičnosti povsod še ni. V Novi Gorici na institucionalni ravni se to vprašanje, po mojem mnenju, ne postavlja, ker ni naselitveno območje, ni Koper, ni Piran, ni Izola, ampak ljudje pa obvladajo, mislim, Italijan, ko pride v Novo Gorico, nagovori trgovca v italijanščini in navadno pač tudi dobi odgovor v italijanščini. Hvala lepa. Vikar Vidmar, torej mesto obeh lokalnih cerkva v EPK-ju je? Sodelujemo kar lepo, je kar veliko teh dogodkov, recimo zdaj v soboto bo srečanje mladih v Gorici, lani je bilo, ker je Svetovni dan mladih, je bilo v Novi Gorici, pride tudi, ker bo letos v Ljubljani tudi evropsko srečanje mladih, ki jih organizirajo to bratje iz Tezeja, bodo prisotni tudi ti bratje iz Tezeja, recimo, in teh dogodkov in tega povezovanja med obema cerkvama je veliko. Sodelovali smo tudi v pripravi 4 projektov za ta Small Founds, kot se imenuje, 2 sta bila sprejeta. Jaz vidim tukaj pač tudi to dejstvo, ki je bilo že tolikrat omenjeno, da je to srečanje med slovanskim in romanskim svetom in, bom rekel, med tudi na cerkvenem področju bi to lahko odigralo tudi zelo veliko vlogo, tudi ko gre za srečevanje cerkva. Tukaj je zelo veliko na tem področju napravil Janez Pavel II, ko je govoril o 2 krilih pljuč in dejansko se je takrat Evropska unija razširila proti vzhodu. In tukaj sta Ciril in Metod, ki imata sporočilo za Evropo, kako naj ta Evropa sploh živi, ravno v spoštovanju posameznih identitet in kultur, ne pa v nekem ustvarjanju neke enotnosti, ki je, bom rekel, ta imperialistična enotnost. No, kar je še mogoče zanimivo in bi se dalo vrednotiti, je dejstvo, bom rekel, sakralne geografije, če tako rečem. In to so ena zelo zanimiva stvar, je, da je na slovensko-italijanski meji recimo 10, če ne več, zelo pomembnih Marijinih romarskih cerkva. Jaz se hecam, da Marija je Prešeren bi rekel mejakinja, ne vrak le sosed, naj bo mejak. Smo se pobijali tudi recimo v Beneški Sloveniji so se Slovenci, ki so spadali pod Italijo, so pobijali Slovence, ki so spadali pod Avstro-Ogrsko na tej meji in smo se pobijali Italijani in Slovenci in danes poznamo, vemo, da se to dogaja v Ukrajini, se dogaja v Izraelu in jaz mislim, da če govorimo, kaj je lahko sporočilo nove Gorice in Gorice v svetovnem merilu, je ravno to, da se da živeti tudi v sožitju, ni nujno vojna. Ampak zato je pa potrebno ogromno napora, zato je potrebno veliko dela. In jaz mislim, da kot, zdaj govorim seveda kot duhovnik in kot na tem cerkvenem področju, jaz rečem tudi kristjani, nismo samo zato, da bi sam sodelovali pri maši, tudi na gospodarskem področju, bom rekel, spodbujamo vse kristjane, da se
aktivno vključite v to dogajanje na vseh področjih, tudi na političnem in tako naprej, ampak če grem prav na cerkveno področje, bi rekel v ožjem smislu, italijanska cerkev ima seveda zelo velike kapacitete v primerjavi z nami, znane so njihove prizadevanje za mir in so tudi marsikje na svetu preprečili vojno, recimo ena taka skupnost je Comunità San Egidio, recimo tudi sedanji patriarh v Jeruzalemu, Pizzaballa, imajo prav vzgojo za mir, projekt vzgoja za mir, kjer sodelujejo tako Palestinci noter, kot Izraelci, kot tudi kristjani in italijanska cerkev omogoča te projekte. En tak projekt je bil mišljen tudi tukaj, da bi v Novi Gorici tudi in Gorici vzgajali mlade, da bi se srečevali in se opismenjevali, bom rekel, za ta projekt za mir. Žal ta projekt potem ni bil sprejet. Ampak jaz mislim, da se veliko učim od... Ni pa še prepozno, Ja. še 2 razpisa za te projekte, tako da gotovo je hvalevreden projekt, ki se splača spet poskusiti z njim. Hvala lepa. Doktorica Ignacija Friedel Jarc, torej seveda vi gotovo zelo dobro poznate tudi zgodbo Maribora kot Evropske prestolnice kulture, torej Nova Gorica ni prva, ki je bila ta čas dodeljena. Marsikdo reče, da mogoče tam tudi ta končni rezultat ni bil tako zelo vrhunski, kot bi si želeli, kot bi si mogoče želimo za Novo Gorico. Je mogoče kakšna tam pomanjkljivost ali napaka, ki bi si jo lahko Nova Gorica naučila in še boljše izpeljala to svojo veliko priložnost? Seveda, ta podatek, ki ga navajate, je prevladujoč, da prva slovenska evropska prestolnica kulture, Maribor 2012, nekako ni bil uspešen, vendar je to podatek, ki ga je seveda neprestano ponavljajo in ponavljajo mediji. Sem se pa že naučila, ko sem bila na Ministrstvu za kulturo, da je bilo 80% informacij o naši kulturni dejavnosti takrat zmanipuliranih ali celo lažnih, 20% pa nekje resničnih. Zato je treba iti k dejstvom in podatkom in na spletni strani seveda najdemo vsa poročila o tem evropskem projektu, tudi recimo take izčrpne ekonomske analize o njegovih učinkih, 600 strani celotnega materijala o vseh dogodkih. In če pogledamo recimo zdaj pozitivne plati tega projekta v Mariboru, moram poudariti, da je Maribor že sam po sebi sorazmerno veliko mesto za slovenske razmere, hkrati pa se je povezoval z vsemi okoliškimi, Ptujem, Slovenj Gradcem, Velenjem, Novim mestom, Mursko Soboto in na tak način že sam po sebi zajel okrog, vsaj bi rekli, 150.000 prebivalcev. In tu apeliram seveda na Gorico, na Novo Gorico, da ta prostor poskuša čim bolj razširiti, seveda na celotno goriško področje in da je to povezovanje z Gorico tudi na italijanski strani seveda zelo nujno. Hkrati pa morda tudi poskušati integrirati Ljubljano in njen pogled na samo goriško področje, če res hoče zajeti tako široko populacijo. Drugi podatek, ki je pomemben, je, da je Mariborska prestolnica, Evropska prestolnica kulture imela v letu 2012 5300 prireditev. 5300 dogodkov. Torej, projekt sam po sebi je bil ambiciozno zastavljen. Objav v medijih je doživela po vseh poročilih in podatkih okrog 10.000. Torej, Novo Gorico čaka izjemno velik izziv, da bo sploh dosegla rezultate Maribora, o katerem govorimo, da je bil neuspešen. Tako da moramo najprej preveriti vse te podatke, predno upamo seveda potem pa tudi delati načrte za uspeh Nove Gorice oziroma
Gorice 2025. Zdaj, kar pa je tisto, kar pa vidimo, 5300 dogodkov, ampak sama ni pa imela tako močne in intenzivne rdeče niti, samega središča, okrog katerega bi se, bi rekla, matice, okrog katerega bi se to satovje, če uporabim satovje besed, sloga našega Frankfurta, nekako nastajalo. In tu je ta manko, ki ga pa lahko Gorica 25 s pridom izkoristi, ravno zaradi tega čezmejnega, ravno zaradi tega naslavljanja čezmejnosti, ki je tudi fasciniralo dejansko takrat evropske komisarje oziroma evropske tiste predstavnike Evropske prestolnice kulture, ki so kandidatko izbirali. Tako da držati se je treba tega koncepta čezmejnosti na vsak način in znotraj njega realizirati projekte, ki so jih tu že bili predstavljeni, torej izmenjave italijanske kulture na naši strani, slovenske na njihovi strani, skupne projekte, kot so soizdaje dvojezične, skupne literarne, tudi romarske poti in seveda vse, kar naslavlja in kar kaže, da ta prostor zmore dialog in dialoškost. In zdi se mi, da to je tisto, kar je treba vsekakor izkoristiti in seveda želim Gorici 25 pri tem veliko uspeha, hkrati pa se seveda bi na tem mestu tudi v imenu Nove univerze, Fakultete za slovenske in mednarodne študije zahvalila podžupanu Hareju za to soorganizacijo dogodka in seveda VSO-ju. Iskrena hvala. Hvala lepa. Podžupan Harej, torej tudi na podlagi vsega slišanega, kakšni so torej vaši konkretni predlogi, s katerimi poudarki, s katerimi dogodki bi veljalo dati EPK-ju to potrebno težo, da bi poskrbeli, da bi to imelo nek trajen pečat za Goriško? Ja, če nadaljujem, se pravi, kjer sem že prej nekako končal, seveda si želim, da bi bila sam dogajanje v letu 2025 čim bolj vključujoče, seveda, da bi zajemalo tako pobude, ki prihajajo s strani civilne družbe, pričakovanja so velika tudi manjših društev, manjših entitet, da bi se vključili in da bi prispevali svoj prispevek. Mi smo v okviru prav s tem namenom, da osvetlimo recimo zborovsko petje, smo prijavili en tak projekt, vključili tudi manjšino slovensko manjšino v Italiji, kjer smo skupaj pripravili, da vrednotimo zborovsko petje kot tako. Zdaj si želimo podobnega projekta tudi na področju slikarstva, kjer bi lahko vključili tudi Caritas, umetnike za Caritas in Art Circle, in tako da širimo in čim bolj vključujemo tudi te nivoje slikarstva, poljubnega slikarstva, se pravi, da bi celovito zajeli področje slikarstva. Hkrati bi si pa seveda želel, recimo tako kot imamo na Casa del Risparmio v Stari Gorici, ima čudovit muzej, bi rekel audio-video predstavitev Goriške, od leta 1750, od nastanka te inštitucije dalje. Oni zdaj širijo to in ta audio-video predstavitev Goriške, celotne Goriške, širše Goriške, če govorimo o nekoč avstro-ogrski regiji ali pa nadškofiji, bojo to predstavili in bojo podaljšali oziroma bojo zajeli celotno obdobje od 1001 dalje. 1001, vemo, je prvič omemba Goriške in tam v tistem muzeju bo v 4 jezikih predstavljeno, se pravi v nemškem, italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku, predstavljena vsa zgodovina Goriške. Zdaj jaz moram reči, jaz sem si tisto razstavo ogledal in se mi zdi še vedno nekoliko pomanjkljiva, oni jo želijo razširiti, slovensko ozemlje je
nekoliko pomanjkljivo vključeno, omenjena sta zgolj 2 Slovenca in tako naprej in tako naprej. Vendar kaj hočem povedati, da recimo mi smo si tudi kot Evropska prestolnica kulture zadali tak modern pristop, se pravi audio-video predstavitev Goriške in to v Epic centru, tukaj na železniški postaji, tam, kjer je bilo otvoritev leta 2004, ko je Evropska unija, ko je tudi gospod Rupel predstavil. In v tistih skladiščih bo tudi ta audio-video predstavitev Goriške, vendar zakaj samo opozarjam na to in nažalost nisem uspel, da zajema zgolj obdobje po prvi svetovni vojni. In nažalost mi hočem pozoriti na to, da se zavestno odpovedujemo temu prostoru, Goriški kot taki. Nočemo biti del Goriške, ampak umetno ustanavljamo nove izraze, Severno-Primorska in tako naprej in tako naprej, kakor da bi se izogibali tej komponenti Goriške. Hkrati hočemo delati samo na prepoznavnosti novega mesta, mladega mesta, ki je nastalo 45. Tudi prikazovali bomo to arhitekturo gradnje, modernistično arhitekturo gradnje, rekel, moderno oziroma kako bi bojo drugi me lahko popravili. Enostavno se mi zdi, kakor da bi se zavestno odpovedovali temu, kar nam pripada. Nam pripada, mi smo del Goriške, velike Goriške, smo ponosni na Goriško in dajmo jo tudi na tak način predstaviti. Jaz upam, da bomo slišani, upamo, da bomo tudi v naslednjih razpisih se res aktivno vključili, pripravili projekte, zato da bomo dejansko gradili in se tudi prepoznali kot del Goriške. Tako da hkrati pa, ker je tu dvosmeren proces, zato tudi ta slika, ki je nad mano, se pravi, imamo hkrati dajemo navzven, se pravi, se prepoznavamo in hkrati pa vabimo tudi goste v Novo Gorico in kakšen vtis bojo zapustili, ko bojo odhajali, je samo od nas odvisno. In gotovo na tem mestu velja tudi poudariti, da če smo Evropska prestolnica kulture, Evropa je obsodila fašizem, nacizem in tudi komunizem. In se mi zdi meni nevzdržno, da vendarle ne moramo presekati, pravočasno presekati. Moram reči, da tudi jaz bom imel težavo oziroma bom imel nek pomislek oziroma ko bom sprejemal jaz različne goste, na kakšen način jim bom obrazložil, da nad nami res bedi Tito. Tukaj smo na trgu Edvarda Kardelja in sosednja prva ulica, največja ulica je Kidričeva, Borisa Kidriča. In potem imamo še Delpinovo, tisto pač lokalna zadeva. Tako da mi bomo mogli dobiti neko rešitev, da bomo dejansko postali evropski, da se ne bomo samo nazivali, da smo evropski. In tako da bomo pač podali predlog tudi v postopke znotraj občine, da bi vendarle bil trg namesto Edvarda Kardelja trg Borisa Pahorja in namesto Kidričeve ulice pa bomo predlagali ulico Edvarda Rusjana, prvega letalca, tukaj najbolj prepoznavnega na Goriškem. Tako da mislim, da moramo to narediti kot naša domača naloga. Zdaj, kolikor bomo uspešni, bo pa pokazal čas, vendar kar moramo, smo dolžni storiti in upam, da nam bo uspelo, gotovo pa seveda bomo potrebovali širšo podporo, tako stroke, kakor širše publike. In tudi dovolite, da se tudi jaz v imenu mestne občine oziroma v mojem imenu kot podžupana zahvalim vsem soorganizatorjem tega dogodka, VSO-ju, vsem današnjim mojim gostom, našim gostom. Sem vesel, da je do tega prišlo, da smo si to povedali, da smo tudi javnosti približali vse te pomisleke, ki jih imamo, so številni, mogoče niso bili vsi na isti valovni ali pa tako ali drugače, vendar smo pluralni. Pomembno je, da se slišimo, da se poslušamo in sem res hvaležen tudi univerzi, da ste si vzeli čas obema gostoma
in tudi Dejanu za odlično vodenje tega današnjega večera. Smo bili malo bolj dolgi, vendar mislim, da smo bili zanimivi. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Profesor Rupel, zadnja beseda je vaša, torej, da dodate še piko na i nocojšnjemu večeru, torej tudi na podlagi vsega slišanega, torej, kje naj bo iz izhodišča EPK v prihodnosti mesto Goriške v tem alpsko-jadranskem in srednjeevropskem in nenazadnje globalnem svetu. Hvala lepa za to vprašanje in za ta nagovor. Glejte, jaz mislim, da je zelo težko dodati kaj bistvenega k temu, kar je bilo že rečeno. Gospod podžupan je prav tako rekoč že drobni tisk že vnesel v to našo razpravo. Veste, jaz mislim predvsem tole. Ne bom rekel, kdo je to bil, ker ni važno. Nek moj prijatelj, tudi profesor, je nekoč rekel, ni važno, kaj drugi delajo z nami. Važno je to, kar Slovenci sami s sabo delamo. Torej, mi moramo dejansko se zavedati tega, da je vse to, o čemer govorimo nocoj, v naših rokah. Mi smo dobili, da tako rečem, plein pouvoir, oziroma, če hočete, pooblastilo za to, da na najboljši možni način organiziramo to Evropsko prestolnico kulture, ki bo, da tako rečem, utrdila ugled države Slovenije, jezika, kulture, kot srednjeevropskega jezika, kot srednjeevropske kulture, kot srednjeevropske politike. Jaz sem zelo pogosto malo nesrečen, ker nekateri moji kolegi v političnem svetu govorijo o tem, da smo del, ne vem, neke kaj ne rečem, osrednje in jedrne Evrope in tako naprej. Seveda smo tudi na nek način to, ampak naš svet je zelo povezan s Srednjo Evropo in naša usoda v preteklosti je bila zelo povezana z usodo držav, ki sem jih prej navajal, Češke, Poljske, Slovaške, Madžarske in tako naprej, bivše komunistične države, nam lahko bistveno več, da tako rečem, povedo o tem svetu, o svojih problemih, naših skupnih problemih, kot pa Francozi in Nemci, ki naj bi imeli nek svoj evropski vlak, na katerem naj bi se skupaj peljali oziroma na katerega naj bi prisedli. Jaz nisem zato, da prisedemo na katerikoli vlak, jaz sem zato, da dejansko uveljavimo tisto našo bistveno, primarno slovensko kulturo, ampak to na najvišjem mogočem nivoju. Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem, hvala gostom, ki ste danes sodelovali pri tej razpravi, hvala pa tudi vsem vam, ki ste se dogodka udeležili. Za konec dovolite še dve vabili. Torej, kot veste, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve v tej dvorani redno prireja Goriške večere. Naslednji Goriški večeri so prihodnjo sredo, torej čez 8 dni. Tema večera pa bo predstavitev zbornika o Jožetu Pučniku, Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov. Glavni gost večera bo bivši predsednik Borut Pahor. Poleg tega pa bomo zbornik predstavljali še urednik zbornika Željko Oset, moja malenkost kot soavtor, večer pa bo povezovala Saška Ocvirk, urednica Celjske Mohorjeve družbe, ki je ta zbornik tudi izdala. Torej, prihodnjo sredo ob 7. zvečer vljudno spet vabljeni v dvorano mestne občine. Hvala lepa še enkrat vsem.